bili odrasli, omogočila karijere na različnih področjih, odlični gospodarstveniki in podobno. Ampak, kot sem rekla, zahtevni. In jaz vedno znova preberem tudi predmetnik te šole, gimnazije. Zato, ker me fascinira. Da imamo tukaj, koliko predmetov ima tam v šoli? Ima taki tako preštete? 5, 8, 10? 12. Kakšni 12? 7, 10. No, tam so imeli pa še tu kar velika, ne? Ja, jaz sem odstrigla. Ampak, vam ni tako hudo. Poslušajte, preštejte, koliko so imeli slovenski begunci in slovenski begunski gimnaziji predmetov. Slovenščino, angleščino, nemščina, španščina, latinščina, grščina, pa smo šli pa jeziki, zgodovina, zemljepis, prirodopis, fizika, kemija, matematika, temelji filozofije, umetnost, risanje, narodna ekonomija z osnovami sociologije, verouk in na koncu še kultura. A je to štev? 18 predmetov. In ne boste verjeli, tem predmetom so kasneje dodali še en predmet. In sicer predmet, kjer so želeli narodopisje, kjer so želeli, da se dijaki, mladi seznanjajo z bogatstvom kulturne dediščine njihovega naroda, slovenskega naroda. Tako, še en predmet več. Da vam ne naštevam še predmete, ki so dodatno imeli tiste gospodične, ki so se odločile, da bi upravljale učiteljišče. Ker tudi to so imeli. Ni bila samo gimnazija, ampak znotraj gimnazije je bila klasična gimnazija, meščanska gimnazija, potem je bila skratka učiteljišče, pa še ena. In jaz sem to še, so imeli potem tudi še trgovsko akademijo, recimo. In še ena stvar pa pol zaključil slovensko begunsko gimnazijo, ker če ne res zanese, ampak res izjemna kvaliteta. In kot sem rekla, narodopisje, kjer so želeli, da razmišljajo o narodu, kjer mu pripadajo, o tej ljubezni, ta odnos do slovenskega naroda, se je odražal tudi v esejih, ki so jih dobili in o katerih so mogli dijaki razmišljati. Tukaj imam samo nekaj par naslovov esejev iz slovenske begunske gimnazije, za katere jaz mislim, da bi tudi danes lahko našli pot in morali najti pot v šoli. En naslov je tak: Nazaj v planinski raj, razprava o dolžnosti, ki jih ima izobraženec do svojega naroda. Biti slovenske krvi, bodi Slovencev ponos. In potem še ena, recimo, narodna pesem, zrcalo narodovega življenja. Tako, to so eseji, o katerih so morali dijaki razmišljati. Omenila sem že, skratka, kot bila slovenska begunska gimnazija, da res je izjemen fenomen, ampak ni vsak za gimnazijo, ne želi si vsaka gimnazijo. Zato so seveda tudi za to poskrbeli in še srednje strokovne šole ustanovili. Tako so imeli obrtno srednjo šolo, kmetijsko srednjo šolo, gospodinjsko srednjo šolo in, kot sem že prej rekla, tudi trgovsko akademijo. Skratka, še to razpolago. Ampak še ena stvar, da nam predolgo šolstvo, ki je res izjemno. Dijaki so morali plačevati šolnino. Si predstavljate? Ja, temno finančno. Točno tako, odkje pa je? Starši, nekateri, ker so vsega obrtniki, so zaslužili, da so delali, potem so na različne tisti, ki so hodili na kmete, so tudi dobili, dijaki so tak na drugačen način pomagali, ki jim pa dobili kakšen denar, da so lahko financirali. Sej je bila nizek znesek, niso bile to ogromne šolnine. Potem so tudi vse Slovence, ki so delali v taboriščni upravi, recimo so od svoje plače, tiste skromne, ki so dobili, so tudi oduzeli, pa so tudi dali v ta šolstvo kot šolnino, namesto tistih dijakov, ki niso mogli plačati. Ampak s tem šolnino, zakaj to postavljam, ker pač mi se temu tako upiramo, da to šolnino so rekli, želimo vzgajati mlade, da je pač stane, da je treba dobro delo tudi plačati. Tudi ta odnos do dela, ki je tudi učiteljski. Tako se mi zdela taka lepa lav za življenje potem naprej. No, ampak, da nam predolgo v šoli, rekla sem še srednje šole, potem pa seveda izredno bogato življenje, ta izobraževalni svet, tudi izven šolskih klopi, namenjen najmlajšim, srednjim in tudi najstarejšim v taborišču, ki se podraža o številnih predavanjih, ki so jih imeli, ogromno delavnic, tečajev, imeli so celo
narodopisje, za bolnišnično osebje, za kmetje so imeli svoje delavnice in tečaje pripravile. Skratka, ni da ni. Res, praktično ni bilo stvari, ki je ne bi ponudili slovenskim beguncem, vsi ti naši vrli možje in žene tam. In poleg tega so seveda imeli tečaje za jezika, ste že videli, koliko so se morali jezikov učiti v šoli, ampak tudi ogromno jezikov teh tečajev je bilo v samem taborišču, da so lahko hodili pač na tečaje. Imeli so tudi recimo, zdaj jaz nimam sabo, pa mi je žal, bi vam pokazala, recimo imeli so tudi tečaj za pritrkovalce. A je kdo med nami pritrkovalc? Ali pa je kdo kdaj pritrkoval? Aha, tam je gospod, no fino. Še kdo? Aha, še eden, imamo dva pritrkovalca. No in to je ena taka lepa slovenska tradicija, ki je bila tu Angležem, angleški taborišče pravi tuja, Angleži tega ne poznajo. To je nekaj posebnost našega prostora. No in so pač bili res navdušeni in Slovenci so te tečaje želeli, da to znanje gre iz roda v rod, pripravili. In seveda, kako so se, seveda zvonov ni bilo v taborišču, seveda ne. Kapelo so uredili v baraki, pomagali si recimo z svečniki, so uporabili recimo tulci, ki so ostali po drugi svetovni vojni iz tistih, ki so streljevali. S čim pa mislite, da so si pomagali? Ko so za pritrkovanju, da so učili pritrkovanje. Posode, lonci, še kakšne ideje? Cevi lahko. Cevi, še kakšna? Tračne. Sod, malo zanimiva ideja. Veste, kaj so pravili? Tračnice. Dejansko ostanete tračnic in ne samo, da so tam prišli pa jih vzeli. Dejansko so jih znali tako dobro umeti, da je vsaka tračnica pač imela ti svoj zven, kot da je imel vsak zvon. In tam učili. In celo pripravili so priročnik, jaz ga danes nimam sabo, priročnik za pritrkovalce, natisnet v taborišču. No, tlemo pa držim v roki, to, da vidite, se pravi, za mlade želeli so poskrbeti, da tudi mladi prej, da bodo šli v svet, še to, vidite, kakšna širina, ne misli, da se naučijo voziti. Tako da so imeli mladi na razpolago tudi možnost upravljanja šoferskega izpita. In so zanje tudi izdali potem eno tako broširo opis avtomobila in predpisi v vožnji. To je stvar, ki je tudi nastala v slovenskimi begunci, natisnjena v slovenski tiskarni begunski, ampak potem mogoče pa bi se par besed kasneje. Gremo zdaj skok, to je izobraževanje vseh poleg in mogoče, ko še predavanje omenjam in ker danes se spominjamo vrnite Primorske naše matične domovine. Že v taborišču so Slovenci razmišljali in razpravljali o nečem, kar smo stoletja sanjali. Svoji državi. Točno tako. Medtem, ko je bila ta misel prepovedana v Sloveniji, kaznovana zaporno kaznjo, so Slovenci že leta 1945, prvo predavanje na to temo je bil novembra leta 1945, o slovenski samostojnosti, kako bi morala biti Slovenija samostojna država. In to so utemeljevali, pa smo tistem, kar smo začeli, tudi v skarantanju in v starčevanju koroških vojvodin. Ampak, se pravi, res izjemna misel, ki je tam brbotala in ko smo te ustvarjalnosti tudi mogoče še atlas, takrat smo Slovenci tudi dobili svoj prvi zgodovinski atlas. To je bilo izjemno delo, do takrat ga nismo imeli, to je natisnjeno v taborišču, to je danes pač rariteta in so, skratka, Slovenci dobimo svoj prvi zgodovinski atlas. Veste, da je katerega leta nastane potem naslednji? Daj dobimo prvič po tistem slovenski zgodovinski atlas. Po letu 2000. Ampak to natisniti, to je bilo izjemno delo. To, da so vse te zemlje videli, stiska, zrisan, to je bilo res pač izredna dragocenost. In smo vstopili v kulturno življenje, sem prebila, da imate uro. Kulturno življenje je bila tudi ena izredno velik pomen v tem materialu. Ravno zato krepitve, ta odnos do slovenstva, do vsega bogatstva, ki ga nosijo s sabo. Tako so
začeli, se pravi, gledališke delavnice. Posod so ustanovili gledališča, imeli predstave od najbolj zahtevnih do pač najbolj preprostih, predstave namenjene otrokom, predstave, ki so jih pripravili otroci, do najzahtevnejših predstav, kot je Hamlet, Revizor in druge taka dela. Mogoče zanimivost, potem pa da je gledališka, recimo, ko so te predstave, veste prej, ko sem rekla v gimnaziji, kako je bil profesor strog, pa zahteven, ker so zahtevali znanje. Ne boste verjeli. Slovenci so v taborišču, ko so predstavili te gledališke predstave in tudi pevski nastopi, oziroma predvsem pa gledališke predstave, so izdajali tudi gledališki potem list, ki je ocenjeval te predstave. Se pravi, zelo strogo so ocenjevali kvaliteto predstave na teh pisali. Skratka, res skrbim, da bi na to kvaliteto, na najvišji možni ravni. Od blizu in daleč so hodili gledati gledališke predstave Slovencev. In ko rečemo daleč, imamo v mislih, so začeli prihajati taboriščne uprave iz drugih taborišč, ne samo iz Koroške, ne samo iz Avstrije. V slovensko gledališče so začeli prihajati gledati gledališke predstave tudi iz vseh drugih evropskih držav, kjer so imeli begunska taborišča. Ker pač dober glas je segel vse do tam. In celo iz Anglije so prihajali različne delegacije gledati gledališke predstave. Ja. Jaz se došla sprašujem, kako so bili oni sploh lahko kaj povezani z Slovenci, ki so bili tako ali tako zatirani po 45 let in tudi tisti, ki so ostali gor na Koroškem, avtohtoni Slovenci. A so bili kaj povezani, a so bili čist... Hvala za to vprašanje, ja. Gospa je vprašala, tisti mogoče, če niste slišali, se pravi, če so Slovenci, ki so kot begunci prišli na Koroško, maja 45, ali so bili potem kako povezani s koroškimi Slovenci, ki že stoletja živijo na Koroškem. Žal zelo slabo. In zakaj? Glavni razlog, pač vedete, treba, da so bili tam na Koroškem med Slovenci zelo močna tudi komunistična propaganda. Partizanstvo, takrat so prišli partizani, tudi koroške partizane smo imeli na Koroškem. Prav zaradi koroških partizanov in tega strahu, da se bi ne širil komunizem tudi v Avstrijo in širše, zaradi tega so tudi vrnili domobrance. Dogovor je bil partizani, slovenski koroški partizani, se umaknite z Koroške, avstrijske pač Koroške, mi vam bomo pa vrnili domobrance. In je bila ta klima med koroškimi Slovenci zelo prijela, češ, da to so, veste, oni so bili prej v Avstriji, imeli so to germanizacijo, se pravi, marsikaj hudega so doživeli pod Nemci, a ne, zdaj pride ta propagandna mašererija iz Slovenije, da so to sami izdajalci, sami okupatorski sodelavci in seveda je to odmevalo tudi v odnosu do tega. Dolgo časa je trajalo, da se je potem to umililo, spremenilo. Čeprav je treba povedati, da recimo prav zasluga begunskih duhovnikov, ki so prišli na Koroško maja 45, je, da je na Koroškem še potem 40-50 let, da so imeli še slovenske duhovnike. Ker nam te begunski slovenski duhovniki so šli potem na Koroškem tudi mnogi ostali in šli na fare, kjer že več ni bilo slovenskega duhovnika. Tako da, ja, to je bilo zelo tako zoprna stvar. Mislim, res ta negativna propaganda je imela svoj odmev. In tudi Angleži so sprva zelo grdo negativno gledali do teh beguncev, recimo John Corsini so tem prav posebej piše, je rekel, do mene pa šla informacija, da so to pač izdajalci, da so to okupatorji sodelavci. In potem tudi piše naprej, potem pa sem spoznala vso njihovo veličino in bogatstvo in pač videl, da stvar ni taka, kot so mi jo predstavili. In je res ogromno naredil, recimo, ta Anglež za Slovence v begunstvu. Tako da je potem tudi, recimo, dobil, tega je zdaj 4 leta, mogoče 5, kar mu je slovenski predsednik Borut Pahor podelil priznanje, najvišje priznanje Republike Slovenije v zahvalo, za kar je storil za slovenske begunce v Taborišču. Tako mogoče zamislim. Skratka, in govorimo, ko boste gledali slike gledališkega življenja, poglejte obleke, ki so jih nosili, kostume. To je vse delo pridnih slovenskih šivil, ki so iz zadnjega kosa platna, zadnjega kosa takšnih ostankov, ki so imeli, recimo, ko so dobili kakšno volno, razparale in šivale in vsega tega pripravljali. Boste videli, kako lepo izgledajo te obleke. Sploh nima človek predstavlja, da je to nastalo pravzaprav iz raznih vojaških plate, šotorskih kril in podobno. Bodite pozorni na to sliko. No, ampak ni bilo samo gledališče dovolj, tudi
sem rekla, že v Vetrinju nastane 130 glav pevski zbor, mešani. V vseh taboriščih, kamor so Slovenci prišli, so seveda takoj ustanovili tudi različne pevske zbore, ki so od otroških, mladinskih, mešani pevski zbor, moški, ženski, tam, kjer je bilo možno, so celo kakšne orkestralne zasedbe pripravili in organizirali in zopet imeli koncerte, ki so bili praktično kar po vrsti, sploh tih najboljših kvalitete razprodali. In ko smo prej razmišljali, kje so denar dobili, tudi vstopnine je treba plačati na te koncerte. Tako da prihajajo so tudi zopet, tudi Avstrijci izven taborišča, na gostovanja so jih vabili. In posebno priznanje, ki ga velja izpostaviti štet našim pevcem, beguncem, je, da vprašam tega, da še ljudje. Kdo pozna BBC, radio BBC? Ste že zdaj slišali? Ja, ne vem, lahko da kdo ne bi? Taka je kar osnovno radio, ne? Tako. Kaj pa vi, da ste poznate, vi vam rekel neko BBC, ja? No, poznajo. No, z radia BBC so prišli v taborišča, posnet slovenski taboriščni zbor. In potem te posnetke tega koncerta, tega njihovega petja, predvajali tako v Angliji, kot potem v ameriških postajah, ki so bili pod okriljem BBC-ja. Tako imamo tako priznanje o tem kvaliteti slovenskega petja, pevskega zbora, nastopanja in to. In res, petje je tisto, kar je Slovencem zelo pomagalo blažiti tudi pravzaprav bolečino ob izgubi domovine. Tako da mogoče, ma ne bom da napredolge. Lahko sem nekaj. Aha. Ja. Moja mama je skozi pela pesem, ki se je peli v Vitrinju, Ojkje je mesto Ljubljana. Ste kaj zasledili? Če bi kje za posnetke, ne. Jaz sem pisala radio že parkrat, tako pa zdaj, da sem ga moram spet poskusiti, pa sem pozabila po pravici, kar nekajkrat sem pisala na BBC radio, če mogoče v arhivu, kje najdejo recimo te posnetke, ker so prišli. Seznam pesmi je bil objavljen v njihovem časopisu. Jaz ga zdaj nimam, da bi vedela našteti, ampak mislim, da te pesmi ni vmes. Ampak pesmi... Tu jaz sem izvolitvi, nobenega ne poznam, ne? Ja. Vprašal sem mladega fantiča, od kje moj mili dom, grdo me je pogledal zarežen nad menoj. To je ta besedil, ne? Tudi tu melodije je, ne? Je zapela sam... A je znate zapet? Bi si upali? Znam, ja. Če tako ne red. Ojkje je mesto Ljubljana, ojkje je mesto... Kaj sem se začel? Ojkje je mesto Ljubljana, ojkje je moj ljubi dom. Pa na tu jaz sem, pa tako naprej. Hvala. No, če najdemo poslale župniku tega, če dobim, a da boste videli, če je v to. Tudi vam. Mislim, da se gospod zasluša na aplavz. Mama je bila doma sloga. Aha, prav tukaj. In je tudi šla na Vetriba gor prišla nazaj. Njena mama je 3 otroke mladoletne peljala čez Ljubelj s konjčkami. Na vozu. Ja, to je ogromno, te zgodbe res so predeljene, so zelo predeljene. Pravo včasih je, sicer pojna, ne? Počerta sem ubil, tle na logu, ki je mlek vozil, log vrhnka, sem ga dole zmajne ubil. Tako je postala sama s tem otrok in se je borila. Starejši smo šli še naprej, gor ne? Ker sem videl v obranci, ona je po porte tamale 3 otroke